Drage moje lepotice, ojla, dobrodošle v novem videu, kjer bomo danes izdelali mojo sanjsko tablo za leto 2020. Ti takoj razložim, kaj sanjska tabla sploh je in kje sem dobila navdih. Kot veš, jaz zelo rada gledam tuje youtuberje, med drugim Amber, ki je letos ustvarila svojo sanjsko tablo stili za leto 2020 in ideja mi je bila tako všeč, da je v bistvu zlila na papir in ustvarila skupaj s svojimi sledilci, ker tudi sama sicer sem že za leto 2019 ustvarila neke cilje, ki jih želim doseči in potem sem konec prejšnjega leta pogledala, koliko se mi je dejansko uresničilo, koliko stvari sem dosegla in moram reči, da več kot pol, tako da se mi je zdelo ful zabaven, da to svojo sanjsko tablo s cilji za to leto ustvarjam skupaj z vami in mogoče tudi katero izmed vas navdihnem, da naredi podobno. Kaj pa sploh je fora tega nekaj zastavljanja svojih ciljev? To ni isto kot novoletne zaobljube, zato ker jaz nekako v te novoletne zaobljube ne verjamem oziroma sama sebe dam pod nek potem pritisk, recimo moram skušati 5 kil. Potem se mi tako zdi, da se ne držimo, povzroči neke frustracije, pač tukaj ne gre za to, gre bolj za to, da si postaviš cilje, ampak ti s svojim pozitivnim razmišljanjem in dejansko trdim delom prikličeš oziroma po zakonu privlačnosti privabiš te stvari v svoje življenje. Ti več razložim še tekom videa, ampak dejansko rdeča nit je pozitivno razmišljanje, da veš, da ti bo to uspelo in da ta nek ali potovanje, ali denar, ali nov fund, kakor želite, prihaja k vam. Tako da jaz predlagam, da začnemo, jaz sem stvari pripravljam, tako da če te zanimajo moji cilji za leto 2020, pa glej naprej. Seznam stvari, ki jih potrebujejo za ustvarjanje svoje sanjske table so jasno najprej tabla oziroma v mojem primeru tak velik kolaž papir. Jaz sem ga zbrala v taki nežno-roza perlasti barvi, obožujem tale odtenek, tako da se mi je zdela popolna in idealna za leto 2020, sem gor bo tudi prišla letnica. Torej, kolaž papir, neka tabla je prva stvar, ki jo potrebujemo za ustvarjanje te table. Potem imam tukaj neki zapisat, en flomaster, svinčnik, kuli. Naslednja zelo pomembna stvar so fotke, jaz sem jih kar razvila, tako da bomo potem to leple po tej tabli in ti bom sproti povedala pomen za fotko. Tole tablo bomo začeli graditi z eno mislijo in tukaj imam potem še selotejp, da bom vse te fotke nalepla na to tablo. Prva stvar, kot sem rekla, pa bom sem napisala letnico, torej 2020. Najprej bom po moje zarisala kar svinčnikom, potem pa bom šla čez flomastrom, da kaj ne zafrknem. In zdaj, ko imamo letnico, pa lahko uradno začnemo z postavljanjem vseh ostalih stvari. In druga stvar, ki sledi, je potem quote, ki te spremlja v bistvu celo leto. Jaz sem zbrala tegale Design a life that you are inspired to live. Ta je bil dejansko v mojem rokovniku za leto 2019 in ko sem gledala, kaj bi bil tisti quote, glede na zastavljene cilje, se mi je zdel tale idealen. Ker če se malo bolj poglobiš v te stvari, jaz imam tamle tudi eno knjigo o zakonu privlačnosti, dejansko ti lahko živiš svoje sanjsko življenje. Vem, da se to sliši nemogoče in zelo fascinantno in kot neka pravljica, ampak ljudje smo na splošno nagnjeni ful negativnemu razmišljanju in ko se lotimo ene stvari, prej rečemo, kaj pa če mi ne bo uspelo. Ja, kaj pa če ti bo? Vedno obstaja opcija, da bo vse super in da bo šlo vse točno tako, kot smo si zamislili. Zato sem si izbrala ta quote, da bom res celo leto razmišljala pozitivno in da bom živela tako življenje, ki si ga sama najbolj želim. Če mene kaj osrečuje in inspirira so potovanja, občutek, ko priješ v nek nov kraj, spoznavanje nove kulture, tradicije, je zame najboljši občutek ever in z veseljem bi šla nekam sem. Tole na slikci je sicer Tajska, ampak mislim, da sem za Tajsko že malo pozna, zato ker se rezervira oziroma tja hod tam nekje od novembra do marca, kar pomeni, da bi, če bi želela ugodne letalske karte, mogla že imeti. Tako da bom rajš rekla, da si letos želim začutiti pravi raj, kar pomeni turkizna voda, kar pomeni peščena mivka, tista pravi tropski okus sadja, sanjam o tem in vem, da mi je namenjeno. Tako da letos torej želim občutiti in doživeti pravi raj. Zdaj, druga stvar, še eno kartico imamo, mislim, da boste tole takoj prepoznale. To je mesto New York. Mesto New York me inspirira že od otroštva, odkar sem gledala vse filme, vse serije. Ena izmed mojih najljubših serij ever je posneta v New Yorku, to je Seks v mestu in ja, New York oziroma Ameriko bi z veseljem videla. Mislim, da bi se tam kar našla. Moram sicer videti v živo, ampak res bi rada obiskala, naredila kakšno cool fotko pred kipom svobode. Tako da letos gremo v New York.
tretja želja, kažem kar na telefonu, ker nimam fotke, ampak nič hudega, tudi tako stvar deluje, je, da bi skupaj z Raletom obiskala eno izmed evropskih prestolnic. Tiste, ki redno spremljate moj YouTube kanal, ste verjetno opazili, da jaz res obožujem modo in nakupovanje, zato je kar veliko videov na to temo in v letu 2020 se bomo še lepši in še bolj oblačili. Zdaj, moja modna ikona je Rusinja, malo sem se pocukala, Rusinja Rita Tesla, njen stil mi je za dol past. Dejansko ni outfita, s katerim bi zgrešila, ni outfita, ki mene bi bil všeč, tako da v letu 2020 se želim še bolj oblačiti, želim v svoj outfit oziroma stil, osebni stil unesti še več tega damskega stila, več prefinjenosti, rajš kaj manj kupiti, pa to, kar bom kupila, da je res dober, kvalitetno in predvsem prefinjeno. Cak. Zdaj gre za res. Naslednja kartica je tale. Tale kartica je idealna za moj naslednji cilj v letu 2020. V tem letu si želim torej še več lepotnih in modnih sodelovanj. To delo mi je res pisano na kožo. Z veseljem testiram nove šminke, maskaro, kremico, da potem poročam vam, zato tudi tukaj je kamerca. Vsa ta seveda sodelovanja bom dokumentirala za vas, da boste največ od tega imela da boste konec koncev prihranili denar, na drugi strani pa investirali v res dobre in kvalitetne produkte. In hkrati tudi modna torbica in nek tak plašček, ker bi v letu 2020 z veseljem želela imeti tudi več modnih sodelovanj. Moda, kot sem že omenila, je nekaj, kar res obožujem in želim posneti dobre vloge, posneti dobre slikce, da bom tudi vas inspirirala in dala ideje za res dobre in vrhunske modne stylinge. In še ena želja v povezavi z nakupovanjem in potovanjem. Tukaj res lahko vidiš, koliko zelo si tega želim in koliko zelo mi je to v veselje. Tole je seznam največjih shopping centrov na svetu. Še bolj želim, da zaživi ta moja lastna rubrika Shopping Tour po Evropi. Lani smo posneli video v Zagrebu in je res ful dobro sprejeti in gledati, tako da vidim, da so vam takšni vlogi ful v veselje in seveda meni še večje veselje to ustvarjati za vas. Tako da upam, da leto še bolj nadaljujem s to rubriko, obiščemo še kakšen zanimiv kraj in posnemo kakšen lep vlog, pri tem pa jasno vzeti s sabo kamero in celotno to dogajanje in dogodivščino posneti za vas, da skupaj začutimo ta prav utrip in se imamo preprosto fajn, tako da najdemo prostor na tabli tudi za tole. Gremo naprej. Tale, idealna. Želim se naučiti boljš kuhati. Kot veste, se je prejšnje leto preselila na svoje, od tega zdaj že 2 meseca, kuri hiter čas. Lahko rečem, da sem kar nekaj jedi že znala, tako da dostikrat kaj skuham, ampak vseeno si želim naučiti kuhati še bolj kakšne kompleksne jedi, mogoče tudi kakšne slaščice, ali pa nasploh celotno hrano tako lepš postaviti, lepš dizajnirati. Recimo, če gledaš oddajo Masterchef, meni je ful všeč, tam res tako v piko vse lepo pripravijo, res že samo jim izgledom te pritegne, da bi stvar jedel. Tako da moj cilj je, da še potreniram svoje kuharske sposobnosti. Selotejp je gor in tole bomo dale, najprej preobrnile, takole sem. Perfekt! Tale naša tabla že dobiva ta pravo obliko. Definitivno pa mi v komentar zapiš, katera je mogoče tvoja neka taka ne zaobljuba, ampak cilj, kaj si želiš v letu 2020 sama naučiti oziroma priučiti, izboljšati. Naslednja 2 cilja lahko rečem, da sta kar prepletena, tako da jih bom v bistvu razkrila skupaj. In to je, v letu 2020 si želim, evo kar prelepem, da bo za ziher, 30.000 naročnikov na Instagramu. Kakorkoli številke so v našem YouTube in Instagram svetu zelo pomembne, meni res ne morem poudariti, povedati, da boste to res začutili, koliko mi pomenijo ogledi, koliko mi pomenijo lajki, koliko mi pomenijo številke, ker dejansko to je v bistvu edina neka taka naša potrditev, da delamo dobro. Tako da tudi, če zdaj sebe odmislim pri drugih youtuberjih ali pa drugih blogerjih, če vam je nekaj všeč, dajte lajkati, dajte komentirati. Vem, da vsega ne morete, jasno, nima vsak toliko časa, da bi komentiral in lajkal
čisto vse pač, kar mu je všeč, ampak če le imate tistih par sekund, jaz osebno bom toliko vesela, toliko hvaležna, tako da če me podpreš na Instagramu, mi tam slediš, pod Evina Lepotinica me najdeš, ti bom res toliko hvaležna, da mi boš pomagala uresničiti ta svoj cilj in dala inspiracijo, da se trudim in ustvarjam še boljš. In glede na to, da sem rekla, da želim še izboljšati svoj stil, obljubam, da boš našla na Instagramu same hude fotke, same hude outfite. In še druga stvar, rekla sem, da sta ti dve stvari kar povezane, tako da v tem letu si želim doseči tudi 30,000 naročnikov na YouTubeu. Vem, da je to kar drzno, glede na to, da nismo dosegle niti 20,000, ampak jaz vem, da prihajam, vem, da smo blizu. Tako da jaz sanjam na veliko, bo pa kar bo. Naslednje kartice ni, očitno se ni sprintala, tako da se bom znašla in pomagala s pomočjo telefona. Tudi za vas je nasvet, da tudi če si ne zastavite svoje sanjske table, lahko dejansko jo ustvarite s pomočjo misli. Moj naslednji cilj pa, torej lesena koča, sneg, kar pomeni, da si v tem letu želim doživeti to pravo zimsko pravljico in iti smučati. Prvič sem na smučko stala tam okrog 3. leta in res je to del mene. Želim na neke take krajše zimske počitnice in mogoče spati tudi v neki taki topli leseni zimski koči, kjer je dobra vroča čokolada ali pa dober čajček, tako da zimske počitnice, jaz sem ready. V tem letu si bom kupila nov avto. Ja, jaz imam kartico, tako da vem, da prihaja. In moj sanjski je Golf 8, to je čist nov model, tako da moj bo v beli barvi, perlasti barvi. Poglej ti to postavo, to je ena in edina instagramerka Tami, verjamem, da jo poznaš. Ženska ima bolano postavo, pa ima 2 mehna otroka, torej rodila že in njena postava je boljša kot kadarkoli. Tako da njo bom dala semle kot inspiracijo, da želim v tem letu bolj skrbeti za svojo in prehrano in postavo. Zelo ironično bom dala zraven tele Rite? Ok, to je bilo nenačrtovano. Hotela sem povedati, da želim pač tak stil, pod tem stilom pa tole. Ja, Tami, popolna si. Naslednja fotka pa mi res da en tak nasmešek na obraz in pogreje srce. Zakaj? To je tale kartica in moja in tvoja znamka Lepotica. Kot veš, sem lani izdala čisto svojo majčko in čisto svojo znamko pod imenom Lepotica. Prebuja se narava, zunaj cveti, obleči majico, Lepotica tudi ti. Izdala torej pomladno majčko, ki so se pridružile še 3 sestrce, se pravi poletna, jesenska in božična, pa še eno v bistvu bratec ga poimenujem, ker je bil hudi oziroma polover. Dobiti take dobre odzive, dobiti sporočilo, da se zaradi moje znamke ali pa moje pesmi boljš počutite, da ne morete začeti dneva brez da slišite pesem Lepotico in potem je prišla še ena najlepši dan v letu skladba, je toliko dober občutek, da nekoga inspiriraš, da mu pomagaš, da se v svoji koži počuti bolj samozavestno, pač sanjsko. In hvala vam za to in želim vam uliti še več samozavesti, zato si v letu 2020 želim nadaljevati svojo znamko Lepotica in ustvariti še kakšen kul produkt za vas, tako da to gre res srcem na mojo tablo. Ena izmed stvari, ki mene res osrečuje, so moji nečaki. 4 imam in sem res prava srečka in želim preživeti kar se da veliko časa z njimi. Ojla! Z razlogom gledamo moj telefon. V letošnjem letu si največ želim nov telefon, tazga, ki dobro dela, je zmogljiv, ker tale moj star že kakšne 2 leti in počasi umira, tudi kamera več ni najboljša, tako da je čas, da se tehnološko prenovim. Tako da v spodnji komentar mi lahko zapišeš, katerega imaš ti, s katerim si zadovoljna, ker letos je res čas za novega. Naslednja želja, evo, jo bom kar nalepla, pa takoj razložim. Tukaj imamo slovenski potni list, mene in mapo Evrope. To pomeni samo eno in sicer potovanje, pa bom bolj konkretna oziroma bolj specifična. V tem letu si želim iti na eno tako influencersko potovanje, res si želim to doživeti, nisem bila še na nobenem, pa deluje vse skupaj res ful zabavno, tako da upam, da si mi želja v resnico oziroma po tej skrivnosti, po temu zakonu privlačnosti moraš ti verjeti, si vizualizirati, zato sem jaz tole ponovno photoshopirala, dala na zemljevid Evrope, pa da vidimo, kam me bo ponesel. Nice.
Zdi se mi, da svet potrebuje več prijaznih ljudi. Realno nikoli ne veš, kakšno zgodbo nosi nekdo za sabo, pa velikokrat prehiter znorimo ali pa nekoga prehiter obtožimo, brez da bi vedeli neko njegovo zgodbo za sabo, kaj se mu je zgodilo ali pa čez kaj šel ali pa kaj ravnokar doživlja. Tako da bo to moje glavno vodilo, skušala bom biti še bolj in vedno do vsakega prijazna in motiviram tudi tebe, da si, ker obljubim, da se ti bo vse vrnil ne 3-krat, 10-krat. Želim si prebrati, kar se da veliko knjig, tistih res dobrih, inspiracijskih, tisti, ki pustijo pečat in odneseš nekaj več. Tako da bom ful hvaležna za kakšno priporočilo, kakšno res dobro knjigo, ker imam letos res namen brati. Tabla je skoraj zapolnjena, ampak v našle prostor še za tole zadnjo fotko, to pa so svečke in to ali bo šlo semle ali pa postavim takole in dam sem. Želim, da me spomnejo, da se umirim, sprostim in grede svečko uporabljam res čisto vsak dan, obožujem, da dišijo in si jih tako prižgem po celem stanovanju in pričaram prav tako romantično vzdušje. Torej želim si vzeti več časa zase, si večkrat umiriti, si reči, da je v redu, kdaj tudi nič ne delati, ne pa se samo gnat in gnat, da si potem na koncu čisto izčrpan. Torej, da so eno tako opozorilo, da si vzeti čas za svoje zdravje, duševno zdravje, ker to je konec koncev najbolj pomembno, kot večkrat ponovim, da smo tukaj noter zadovoljni, ker to se definitivno kaže potem na ven, ker če smo tukaj pomirjeni, zadovoljni, če imamo nek ta duševni mir, je to v bistvu bogastvo in največ, kar v življenju šteje. Evo, vsi moji načrti razkriti vam. Tako da zapiš mi spodaj v komentar, če imaš tudi sama kakšen cilj ali pa kakšno zaobljubo za letošnjo leto, bo ful zanimiv brati, tako da se dopisujemo spodaj v komentarju. Še enkrat ne te spomnim, da bom ful vesela, če se naročiš na moj kanal, stisneš ta rdeč kvadratek, naroči se in zraven zvonček, da si prva obveščena, ko pride nov video in mi slediš tudi na Instagramu, ravno tako me najdeš pod imenom Ivina Lepotilnica, tako da ja, bo veselo in obljubim, da se bom trudila še bolj v tem letu, da bom ustvarjala še boljše fotke, še bolj zanimive vsebine, seveda pa je zame, kot sem rekla, največja motivacija, da se tale naša družinica širi, tako da res hvala vsaki, ki se bo naročila in mi sledila. Lepo se imejte, se gledamo v naslednjem videu, rada vas imam, čau, čau!